Ko folk opazi mojo uro, me začudeno vprašajo: "A ti imaš Apple Watch?" In z velikim užitkom jim rečem: "A si nor? To ni Apple Watch, jaz te mečem v smeti. To je moja nova ura Huawei Watch Fit 4 Pro." In ja, je zelo, zelo, zelo podobna jabolčnemu tiktalniku. To je prvi test pametne ure na mojem kanalu, ampak to ni moj prvi pametni kronometer. Moj prvi je bil Sonyjev Smartwatch 1, leta gospodovega 2015. In od takrat so postale pametne ure moj redni spremljevalec. In ko so mi iz Huaweia pisali, če me zanima njihov Watch Fit 4 Pro, sem seveda takoj rekel da, saj sem želel spremembo od moje Samsungove ure. Drugače njihova Watch Fit linija spada med fitness trackerje, a to ni nobena navadna fit ura. Watch Fit 4 Pro je totalna drugačna žival kot njene predhodnice. In kaj sem ugotovil po dobrih 2 mesecih uporabe? No, prva stvar, ki ti pade v oči, je dizajn. Ja, kot smo že ugotovili, podobnosti Apple Watchu se ne da zanikati. Nekateri boste rekli neoriginalno, drugi boste pa občutili ta premium feeling. Ampak nekaj svojih potez so pa vseeno dodali. Stranice so bolj ploske, mikrofon malce izstopa in materiali so tu res nekaj posebnega. Titan okvir, safirno steklo in tam pri okrog 240 evrih, to ni samoumevno. Tu ni plastike in aluminija kot pri prejšnjih fit urah. Res deluje kot premium izdelek. Za IP6X in 5 atmosfer vodotesnosti ura prenese prosto potapljanje do 40 metrov globine, tako da plavanje in lahkotno potapljanje ne bo problem. Na desnem boku imaš 2 gumba, zgoraj vrtljivo krono z rahlo haptično vibracijo, spodaj pa ploščat gumb. In ta spodnji gumb ima posebnost. Hkrati služi kot elektroda za EKG meritve. Ko se ga dotakneš s prstom, se sklene električni krog z drugo elektrodo v uri. Pametno. 20 mm pašček je iz fluoroelastomera, ki je sintetični elastomer, gumijast material, znan po izjemni odpornosti na kemikalije, temperaturne spremembe in obrabo. V osnovi gre za gumo, ki vsebuje fluor, kar ji daje posebne lastnosti, ki običajni gumi manjkajo. To je prvi gumijasti pašček, ki mi res ustreza. Ne švicam pod njim, je prijetno mehek in se odlično nosi tudi pri daljši uporabi. Ekran je vrhunski. 1,82-palčni AMOLED z ločljivostjo 480x408 pik. To je 347 ppi gostote, kar pomeni ostra slika. Ampak glavna finta je svetilnost. 3000 nitov. To je v tem razredu absolutni rekord. Na sončni dan vidiš vse brez težav, za svetilko je pa tako močan, da lahko razsvetliš pol sobe. Safirno steklo je na vrhu, okrog pa tanek titanov rob. Dotik je odziven, animacije tekoče, brez opaznega zatikanja. Huawei sicer ni razkril, kateri procesor uporabljajo, a deluje zelo, zelo zmogljiv. Vedno vklopljen zaslon je seveda zame obvezen, a prebuja se tudi z zasukom zapestja. Na sporočila lahko odgovarjaš s tipkovnico na uri, razen če imaš iPhone, potem pač ne. Ampak vseeno, ekran je majhen, zato ne pričakovati, da boste eseje pisali na njej. Z mojimi čevapčiči mi je z muko uspelo napisati par besed in to je to. Ti pa ura ponudi par hitrih odgovorov, tako da ja, cool. Ni pa cool, da e-mailov, ki jih dobiš, ne moreš prebrati na uri. Vidiš samo obvestilo in predmet sporočila, subject. Edino pri Microsoftovem Outlooku sem lahko prebral par prvih stavkov maila. Gmail, Proton, K9, tu vidiš samo zadevo. Verjetno manjka podpora razvijalcev, ki je verjetno povezana s prepovedjo sodelovanja ameriških podjetij s Huaweiom in posledično z Googlom. Zato si boste mogli aplikacijo Huawei Health, katera ura potrebuje za delovanje, potegniti z njihove strani, saj jo na Play Storeu ni. Velikost baterije je 400 mAh. Obljubljajo 10 dni delovanja, a jaz imam vedno vklopljen Always On display in mi brez težav zdrži približno 5 dni. To je odličen rezultat, saj sem navajen polniti uro vsak dan. Pri intenzivnejši rabi GPS-a bo trajala nekaj manj, ampak za normalno uporabo je baterija res solidna. Polni se brezžičnost polnilnikom, kateri jo nafila v 60 minutah. Huaweijev TrueSense sistem vključuje kopico senzorjev, meri srčni utrip, SpO2, EKG, HRV, raven stresa, temperaturo kože, zračni pritisk. To je skoraj medicinsko orodje. Natančnost je okrog 98%, kar je res impresivno.
EKG funkcija je prva v WatchFit seriji. 30-sekundni posnetek lahko eksportiraš in pokažeš zdravniku, plus arterijska togost, ki meri elastičnost arterij. To so bile funkcije samo top modelov, zdaj pa so tu za pol cene. In več kot 100 športnih načinov pokriva vse od teka pa do zmajarstva. Ampak realno, glede na mojo postavo, bodo športne pripomočke raje preizkušali športniki. Največ, kar bom jaz testiral, so sprehodi po naravi. Ampak izbira je. GPS je dvopasovni Sunflower sistem L1 in L5 frekvence. Šel sem na ene par krajših sprehodov in glede na izrisano pot na zemljevidu je bil GPS natančen. Hitro najde signal in natančnost je odlična. Lahko si pa tudi naložiš lastne GPX datoteke za navigacijo. Brezstično plačevanje je na voljo preko Quicko denarnice, a dvomim, da si bo kdo naredil bančni račun pri njih samo zato, da lahko plačuje z uro. Jaz si ga nisem, če pa si ga je kdo naredil, ne napiše svoje izkušnje spodaj v komentarjih. In ko ste že tam, dajte se že zdravo naročiti na moj kanal. Aplikacij je več kot prej, sicer ni to App Store količina, ampak osnove so pokrite. Ura ima 1,5 GB prostora za glasbo, saj lahko na njo povežeš slušalke in jo uporabljaš kot MP3 player. Ima pa tudi vgrajen zvočnik in mikrofon, tako da lahko z uro opraviš tudi prostoročne telefonske klice. Tako da izgledaš kot David Hasselhoff v Knight Riderju. Kaj pa slabosti? Nobena stvar ni popolna. Aplikacij bi lahko bilo več. Povezava z Google Fit ali Apple Health ni na voljo. Vsi vemo zakaj. Ampak meni so največji minus watch face dizajni. Porabil sem ogromno časa, da sem našel dizajn, ki mi je pogojno všeč. Poleg tega dizajni ponujajo zelo malo prilagoditve. Lahko dodaš widgete, če jih dizajn podpira in to je to. To je edina stvar, zaradi katere pogrešam Samsungovo uro in Wear OS. In ja, vem, kako to zveni. Imam titanov okvir, safirno steklo, 5-dnevno baterijo, 3000 nitov ekran in jaz jokam tukaj zaradi watch faceov. Vibra motorček bi lahko bil močnejši. Včasih se mi zgodi, da med delom ne začutim vibracije ure in ne opazim sporočila. Tako da je to razlog, zakaj kdaj ne odpišem takoj na sporočilo. Ne zato, ker bi te ignoriral ali pa da se mi ne da. In še ena slabost, sledenje spanca ni najboljše. Oziroma, saj tako pravijo testi, ki so jih opravili drugi. Jaz na žalost lahko pokažem moje rezultate, a jih nimam proti ničemer primerjati. Je pa YouTuber The Quantified Scientist naredil zelo dobro primerjavo in znanstveno testiral uro in objavil rezultate. Link pustim spodaj v opisu. Res pa je, da jaz ne spim z uro in mi ta funkcija ne pomeni veliko. V glavnem, po 2 mesecih uporabe lahko rečem, da je ura odlična. Nobenih težav, nikoli zmrzena, tako da jo mirne vesti priporočam. In glede na to, da že dolgo nisem nič objavil, dajte malo sodelovati. Pa lajkajte ta video, pa napišite mi kaj v komentar, tako da ga bo mogoče YouTube algoritem zagrabil in ga pokazal še več ljudem. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau!